Pela na moji levi je sicer diplomirana inženirka medijske produkcije in že dolga leta nas razveseljuje s svojimi glasbenimi in televizijskimi nastopi. Lansko leto je javnost razveselila s svojim produktom. To je seveda ta glasni Amazing Mike, ki je v bistvu vse od svojega prvega lansiranja razprodan. Ja? Ali bom kar po svojemu govorila? Bomo, ja, lahko pa tudi, če se slišimo. Jaz bom sicer pol naprej predajala, bomo menjali, ne še zdaj, samo da še najprej predstavitve speljamo, prav. Naslednja je Nina Štefe. Nino Štefe vsi poznamo kot ustanoviteljico blagovne znamke Čas za kavo. Svojo pot je začela na Instagram profilu, istoimenskem Čas za kavo, s katerim smo se vsi zelo radi povezovali, ko smo objavljali fotografije, ko smo šli s kom na kavo, smo si vzeli čas za kavo. Čas za kavo je na to svetlobno hitrostjo napredoval v spletno trgovino, na to pa še v fizično trgovinico v središču prestolnice. Tako da. Potem imamo Ajdo Rotar Urankar, sicer vodjo razvoja produktov v slovenskem startup podjetju Celtra, je tudi mamica 2 otrok in snovalka blagovne znamke Mini Mellows. Če se pa ne motim, si pa študirala dizajn v Veliki Britaniji in tam zanj prejela številne nagrade. Potem imamo pa še Taro Zupančič. S Taro smo v bistvu najbolj smo se spoprijateljili prek malih zaslonov, s tabo smo v bistvu v stiku prek malih zaslonov in s kavča domačega. Si pa tudi ustanoviteljica blagovne znamke Varišana. Varišana združuje tako ročno porisane skodelice, kvačkana oblačila in pa nahrbtnike iz recikliranih materialov. Še posebej je ponosna in tudi nas je zelo navdušila s tistim zadnjim projektom zvočnih slik Varišana Voice, ki je v bistvu zaradi neke svoje edinstvenosti na slovenskem trgu praktično brez konkurence. Torej, to so naše današnje sogovornice. Jaz bom kar začela s prvim vprašanjem, ki se zdi sicer preprosto, ampak lahko ponuja nek tak bogat odgovor. Se pravi, zakaj sploh zbrati pogum, se podati na samostojno podjetniško pot, ker to je vendarle nek korak iz cone udobja. Se pravi, kaj so bili neki motivi oziroma impulzi, da ste ustanovili lastno blagovno znamko? Ajda, pri tebi vemo, da v tistem času, ko si začela ustvarjati Mini Mellows, si postala mamica in Mini Mellows se je pravzaprav rodil iz te potrebe, da otroku svojemu omogočiš nekaj kakovostnega. Zdaj pa povejmo, a bomo z Majkom? Bomo. Živijo vsem. Pri meni se je Mini Mellows v bistvu čisto organsko odvil, ker jaz sem bila najprej mamica oziroma nosečka in takrat sploh nisem razmišljala, da bi zares štartala kakšno svoje podjetje. Nikoli nisem nič v tej smeri delala, nisem imela nekih želj. Se je pa čisto začelo, da v bistvu, ko sem bila noseča, sem hotela neko ninico najti za svojega otročka in ker jo nisem najdla, to je bilo takrat 6 let nazaj, ker trg še ni bil toliko razvit, sem rekla, itak ne morem več toliko športati s tem trebuhom, bom pa pač malo šivala, si sem itak oblikovalka. Tako da od tega, čisto na kratko da povem, sem pol v bistvu naredila svojo prvo ninico, pa drugo za ta malčka in so mi prijateljice rekle, kakor je to pa tako lepo, zakaj ne štartaš ti svojega biznisa? Pa sem tako, mislim, kaj pa jaz vem v biznisu? Tako da tudi, ko sem štartala, moja zgodba je mogoče malo drugačna, nisem z namenom, da bi to neki ful uspel. Jaz sem sam hotela tako, da ko so me drugi sprašvali, a lahko jaz to kupam, tako da nekje to obstaja na internetu, tako lahko je dekle naročilo, da je na ta način, tako da tudi nisem, v znamko sem vlagala v smislu kvalitete, to sem res hotela, da so materiali top, pa tako, nič pa z vidika marketinga ali pa da bi to neki ful pušala, to sem šele zdaj začela, recimo zadnje 2 leti, ki se je res prijel. Tako da mogoče, jaz sem iz drugega vidika začela, ker tipična podjetja ponovadi uspejo, v roku 2-3 let, tako pri meni se je začel pa po nekih 4-5, tako zares, pa nikoli nisem imela res tazga plana, ker, tako kot si omenila, jaz tudi še vedno imam svojo redno službo, ki imam namen obdržati. V bistvu tako kot pri tebi, kjer je v bistvu šlo na nek način za prilagajanje nekemu novemu življenjskemu slogu, ko si postala mamica,
tudi ti, Tara, v bistvu s tem zadnjim projektom Verišana Voice, ki je bil v bistvu lansiran ravno spet v korona-pandemijskem času, kot smo se prej pogovarjali, lahko tudi kriza za nekaj dobra. Me zanima, a če se recimo ta korona in pandemija ne bi zgodila, a bi se še vedno rodil ta projekt? Joj, mogoče bi se, ampak mogoče res nekočno, ampak ja, meni je korona čas bil tako podarjen in prej res nisem imela časa se s tem ukvarjati. Bili so pač to moji hobiji, ustvarjanje in ta nek drug del mene, ki ni pač, da se izpostavlja pa nastopa, ne, je pač to en del, ki sem ga pač cel življenje počela, skozi sem nekaj ustvarjala, skozi sem bila nekako kreativna, ampak nisem uspela v bistvu tega tako zapakirati v neki. Moj največji problem je bil, da sem preveč stvari razprševala naokrog, ne, in se nisem fokusirala na neki. Ne, in pač, ko sem imela zdaj med korono nekaj več časa, ne, da so se stvari majčkam bolj popredalčkale, sem jo pač usmerila energijo v ta zadnji projekt, ne, te zvok v sliki. In ja, evo, je kar ratov. In evo se je rodil. No, če govorimo o tej razpršenosti, jaz predvidevam, da ste vse, ko ste snovali tole svojo blagovno znamko oziroma neke svoje produkte, imeli več idej na lagerju, po domače povedan. Špela, tvoj produkt, se pravi mikrofon, je zanimiv predvsem zato, ker je zelo specifičen in v bistvu omejen na neko, kako bi temu rekel, glasbeno branžo. Če ga primerjamo z merči ostalih vplivnic. Ne? Si imela ti takrat še kaj na izbiro, ko si se odločala, kaj boš delala, oziroma si že tudi takrat vedela, da bo tale mikrofon tudi Slovenke navdušil tako močno, kot je tebe? Ne, najprej dober dan vsem skupaj. Ta zadeva je prišla čisto spontano. Se pravi, zgodila se je korona, zgodilo se je, da nisem smela delati tistega, kar primarno počnem, se pravi petje in vodenje TV oddaj ali pa eventov. In jaz sem takrat imela v bistvu v lanskem letu toliko enih stvari na kupu, bil je razhod po 5 letih, plani za moje življenje so bili lani drugačni. In jaz sem en dan se usedla in sem rekla, ok, pet ne moreš, TV tudi zdaj je na pauzi, mama ne boš zdaj, ne, obviously. Kaj boš počela? Nisem imela pojma, kaj bom počela. Imela sem pa kot racionalna kozoroginja z luno v levu in devico v podznaku za 1 leto denarja na stran, kar pač za hude čase, kaj nikoli nisem mislila, da jih bom doživela, ne, korono. In sem rekla, ne se dajati pod pritisk, bože. In res se je tudi ta mikrofon zgodil čist spontano. Videla sem Niki Krmec, to je bivša članica zasedbe Foxytin, s kateri sem tudi sama pela, da ona poje na Instagramu z enim mikrofonom. In v tistem tednu sem šla na en rojsten dan, pa sem rekla, bi ti to posodila za 2 dni, da ko prideš, da nisi glih na suho, kad ti rečejo, da jih nekaj zapoj, ne. Ja, ti bom posodila. Jaz sem ta mikrofon njen vzela, čist mi je zadogajal in na onem rojstnem dnevu jaz vidim, da vsi daj ga men. In v tistem trenutku, sred Portoroža, sred čovna, s enimi 3 gin toniki v riti, je men naredil, ok, jaz bi to imela. In ni bilo drugega na razpolago, zato ker je to najbolj smiselen merch za mene, glede na to, da je mikrofon nekaj, s čimer sem najbolj povezana. In tudi hotela sem vedno delati merch, ki bo drugačen od ostalih. Tudi, če se bi lotila neke, bom rekla, vsesplošnega izdelka majčko, bi naredila tako, ki jo še ni. Ki bi mene definirala in Mike me najbolj definira. Ja, ampak po čem je drugačen mogoče od ostalih mikrofonov na tržišču? Ker vemo, da obstajajo številni, zakaj je tvoj tako poseben? Jaz sem najprej, takoj, ko sem to idejo dobila, pa to je bilo relativno pozno, to je bilo točno 17. septembra lansko leto, sem začela iskati po Alibabi, pač pri Kitajcih, valjda, ker elektronika se proizvaja pri Kitajcih, tako kot iPhone, tako, da ne boste kaj zdaj, ja, kitajsko sranje, ne? Ja, made in China. Sem šla pogledat, kaj njihov trg ponuja, ker sem jaz videla, koliko imajo oni tega, ker so pa res Kitajci nori na karaoke.
Sem rekla, ok, jaz moram naročiti sample, da bom videla, kaj pa kako. Naročila sem 10 samplov, vse sem razšraufala. Glavo dol, pač pogledala, kakšen je mikrofon. Ja, jaz sem tako malo na pol dec, tako da sem pač tako razšraufala. Ja, in sem videla, da vsi sampli, ki sem jih naročila, da so za en drek. Jaz sem rekla, ne, jaz ne morem tega dati na trg. Predtem sem preverila, kaj se prodaja v Sloveniji, tako da sem naštudirala, poznam konkurenco in sem videla, da je output vseh mikrofonov 3 vate. In sem že v štartu rekla, jaz hočem imeti vsaj 2-krat boljš, če ne rajš 3-krat. In sem toliko časa iskala, da sem najdla tega, ki ima 8 vatov. In lani, 13. oktobra, sem dobila sample od tega mikrofona, ne bom nikoli pozabila, in ko sem jaz ta mikrofon prijela v roke, ful se čudem to sliš, ampak res, ko sem ga prijela v roke, sem točno vedela, da je to. Pa ko sem še videla, da ima 8-vatni output, pa ko sem še videla, da je res ful lep, in ko sem ga testirala in ko sem ga valjda razšraufala in ko sem videla, da ni primerjave med tistim, kar ponuja slovenski trg, sem rekla, ok. Ampak ni mi bilo pa zadost. Še vedno sem rekla, v redu, pol bojo pa ljudje rekli, evo, ona je to na Alibabi naročila, tam ga dobiš za tok pa tok, ona ga prodaja za tok pa tok, ne pije vode. Sem rekla, jaz moram ta mikrofon personalizirati, da bo tak, da ga pač nikjer drugje ne moreš kupiti. In sem posnela vse glasovne ukaze, pač moje, ne, se pravi, mislim, da opening message ste slišali. Amazing zvuki vklop. Vsi ukazi so v bistvu posneti moj vokal. Amazing zvuki izklop. In ko ga izklopiš, Glasilke spustiti, mic pa ugasniti. ne? Se pravi, z vsem tem je v bistvu tako, kot sem v uvodnem vprašanju povedala, je navdušil tako tebe in v bistvu ženske v Sloveniji isto kot tebe. Pa ne samo ženske, fantje imajo črnga tudi, pa tudi kakšen fant ima roza, no? Je še v eni barvi, a ne? Ja, ne moreš prodajati izdelka, če nisi v njega 100% prepričan. Ne bi mogla, nisem tak človek, no. Tako da, valjda, jaz sem si skreirala mikrofon tako, da bo meni ustrezal in ko sem videla, da je to zame top shit, sem lahko rekla, ej, tole je to. Ja. Nina, pa tvoje skodelice, ne? Pri tebi je pa produkt nekaj takšnega, kar imamo vsi doma in ne samo v eni verziji, ampak vsi imamo zagotovo 10 skodelic za kavo in čaj. Mene zanima, ko si v bistvu naredila prvo skodelico, a si mogoče v kakšnem kančku sekunde pomislila, ok, to je pa zdaj loterija, a bo se to prijel ali ne, glede na to, da imajo to že čisto vsi, ne? Ja, živel sem. V bistvu ne, ker ni nastala moja zgodba v smislu, da sem se zbudila, zdaj bom pa skodelice delala, ker ni tukaj, mislim, ni passion, da zdaj bom pa jaz neke skodelice ven dala, ampak je bil passion narediti zgodbo skupno s čas za kavo, ker fora čas za kavo trenutkov je, da si z najljubšimi, da si vzameš čas za kavo, ne vem, kdaj je to terapija s kolegico, ali imaš dost vsega in si sam na kavici doma, pač ko so te lepi trenutki. In zato so ljudje, v bistvu na začetku, ko so začeli slediti profilu, je bil sam Instagram, več ni bilo skodelic. Skodelice so nastale potem, ko smo objavljali storije in ne vem, Špela je šla na kavo, slikala, jaz sem delila na čas za kavo in en je napisal, hej, iz kje je ta skodelica? In jaz ne vem, iz kje ima Špela skodelica, če je šla na kavo, lahko je bila v kavarni, ne, ljudje itak ne razmišljajo, ampak takoj sam napišejo, iz kje je skodelica, kje lahko kupam. In tega je bilo toliko pač na storih, da sem jaz začela razmišljati, ok, pa dajmo skodelice ven po čas za kavo, a ne, to je toliko logično, kot pri Špeli mikrofon, pač kaj, ne moram dati jaz obleke ven čas za kavo, ker pač ne baže nikamor. In potem so nastale skodelice, smo jih pa skupaj oblikovali. Jaz sem dala vse napise na storije, ok, kle imate skodelice, full dog sem iskala ta prava. Nisem hotela, da je tako karena ta čipka v trgovini 102 evra, ne. In takrat je bil še moj mlajši brat, se ne vem, koliko je bil star par let nazaj, ne, 12. In on je rekel, Nina, v Mercatorju imaš 2 evra skodelica, zakaj je tvoja 18? Sem bila tako, zato, ker je čas za kavo in zato, ker ni tisto v Mercatorju in zato, ker je porcelan, ker ni keramika, zato, ker ima zgodbo. In potem je tudi ta malo dojevnost, da ve, zakaj je toliko. In zato so nastale skodelice, ne zato, ker bi se zbudila pa hotela skodelice delati. In v bistvu vse te zgodbe, ki jih zdaj poslušamo, so navdihujoče in vse deluje tako enostavno, ampak ponavadi pravijo, da se iz napak največ naučimo, ne? Zato bi mogoče na tej točki vprašala, kaj je mogoče neka modrost, znanje, ki si zdaj želite, da bi ga vedele takrat na začetku, zaradi katerega bi mogoče se ognile oziroma vozile slalom med kakšnimi poslovnimi preprekami, ki so vam delale preglavice.
pa mogoče kar se vrnemo Tari, pa gremo pol kar po vrsti malo, da bo vsaka. Jaz mislim, da sem še zmeraj na začetku, da smo si na jasnem. Ne? In v bistvu še zdaj se učim skozi znova in se mi zdi, da ena najbolj takih stvari, ki sem jih dojela, je, da moram pri sebi tudi veliko kompromisov sprejeti v tem smislu, da to, kar je meni všeč, ni nujno vsem všeč in obratno. Ne? Sploh jaz delam stvari, ki morajo biti privlačne, lepe, seveda imajo nek pomen globje, ne? So personalizirane, ampak vseeno nam morajo biti stvari všeč. Ne? In tako okus, ki ga imam jaz, ga nimajo vsi, in tlej treba malo včasih nazaj stopiti, poslušati ljudi, se iz tega učiti. Še ena stvar, druga, ki je pa tudi, se mi zdi, kar pomembna, je pa to, da si moraš v enem trenutku priznati, da ne znaš čisto vsega in da nisi za vse ti najboljši. Ja, da pač jaz itak mislim, da nisem prodajalcem, ne znam prodajati, to so se jih prej Špelo pogovarjale, pa me je takoj napizdila. No, ker pač ima ful prav. Ampak mogoče v nekih trenutkih pač neke stvari ne znamo sami in rabimo pač neko pomoč in je prav, da jo poiščemo, prav, da se pogovarjamo, prav, da mogoče outsourcamo, se tako, kaj je Petra prej rekla, ne, veliko stvari imamo na voljo in treba je to, ne, in jaz bi mogoče, oziroma bom delala na tem vnaprej in tudi v štartu bi mogoče s to zavestjo šla tako. Ja, jaz se v bistvu ful strinjam s Taro, bi pa dodala z enega drugega vidika, pri meni recimo, tako kot sem omenila, ker se je vse začel bolj iz hobija oziroma zaradi mojih otrok, in ker nikoli nisem razmišljala o tem kot v biznisu, v smislu zdaj pa treba delati dobiček, ampak konec koncev če furaš podjetje, ga moraš, sploh, ko so enkrat drugi vpleteni, zdaj tudi pri nas, imamo pač 3 šivilje in še 4 druge ljudi, ki zraven sodelujejo na različne načine. Je treba poskrbeti, da denar not uleti in sem videla, da je treba narediti ta preskok oziroma da definiraš produkte, ki so za nek brand awareness, se pravi, da jih delaš tudi, da jih furaš tudi, če nimaš nekega dobička, pa recimo stvari, ki se ti pa dejansko ne splačajo, tudi če so tebi ful všeč, tudi če delaš, ne vem, z nekim minimalnim dobičkom, moraš oceniti. Če dam konkreten primer, pri nas so to podcasti, jaz snemam podcaste za Minimalus, od tega nimam čisto nič, razen tega, da mi vzame ful enih ur na teden, ampak delam to malo za brand awareness, da folk spozna znamko, da nisem ti kupte, ampak ker je ta naša ideja, da res delamo najboljše za otroke, tudi iz te konec koncev mentalne podpore, da imamo neke strokovnjake pa to. In to sem se recimo odločila, kljub temu, da mi vzame toliko pa toliko časa in konec koncev čas je denar, pač na koncu izračunaš, koliko je tvoja ura vredna. Saka, to bomo obdržali. Ne bomo pa letos imeli božičnih piškotkov, zimo, tako kot smo lani, ker preprosto ne bomo shendlali, ker je bil tak kolaps. Mislim, sicer po eni strani je to čudeno, da je kar toliko dementa, da ga ne moreš shendlati, ampak je nažalost to toliko sezonski, da smo rekli, ali se raztrgamo za 2 tedna in druga naročila trpijo, ali pa pač eno stvar, ki nam je ful pri srcu in nam in strankam tokrat opustimo, mogoče ne naslednjič. Tako da mogoče to, da kdaj prejšnja leta smo se raztrgali za ene stvari, kaj konec koncev treba paziti tudi nase, ker kot firma moraš pa konsistentno delati, to ni tako, da zdaj pa pregoriš, si pa pol leta out, ki pa lahko zapreš, ne. Moj nasvet bo majčken drugačen, ampak čisto iz lastne izkušnje, če ste v publiki na začetku poti poslovne, mogoče vam zdaj to koristil, kakor polka se boš spomnila, ko boš tam rekla, sam res to je Nina rekla, da je spomnim se. Ko mislim na ene izzive nazaj, največji izziv je, ker lahko nasvet iz tega potegnem, da imej dobro računovodjo, to, glej, da imaš skozi stroške, da si zbiješ dobiček, davki in vse ostalo, da te ne bo na koncu presenetilo in boš imela eno slabo izkušnjo. Ker tudi pozanimi se, kaj se zgodi, ko dosežeš 50 evrov, ko postaneš davčni zavezanec, take stvari, vse, ko odlašamo, ka mene ti računi pa to res ne veseli, jaz sem bolj tako kreativno, dajmo se snemati, slikati, razvijati produkte, dajmo te stvari delati, ampak to vse ne bo šlo, če ne v računovodstvo poštimam, tako da moj nasvet bi bil, imej ful dobrega računovodja. Ja, jaz bom sicer se na nekaj drugega navezala, ampak se strinjam, ker
Jaz sem menjala računovodkinjo ravno, ko sem odprla DO, ker SP imam že od leta 2005 za potrebe pevskih nastopov in televizijskih udejstvovanj. In moram reči, da sem naletela na eno zlatarko, in sem tako sam za primerjavo, sem plačala v bistvu za 1 mesec dela, ker pač decembra sem jaz vse mikrofone prodala, skoraj 2 jurja. Tako da, ja, bodite previdni tudi komu zaupate, ampak hotela sem pa povedati, kaj sem se jaz naučila oziroma kaj bi spremenila oziroma kaj me življenje prisililo, da spremenim. Jaz sem do letošnjega februarja mislila, da je moja lastnost biti perfekcionistka ful dobra. Da to je pa ful fajn. Tako kot recimo biti iskren, to se mi zdi itak največja vrlina pri človeku. Ampak perfekcionizem pa takoj ob boku. Pol sem pa videla z ustanovitvijo DOO-ja in pač z lansiranjem spletne strani Amazing, da je to tako čist narobe. Jaz sem se za moj prvi produkt raztrgala, delala po 17 do 20 ur, ne jedla, ne spala in potem tudi posledično februarja zbolela. Ampak to je zgodba za kdaj drugič. In ravno ta bolezen mi je dala misliti, da pač ni okej, da se obremenjujem s tem, ker je pošta počepnila in zdaj ta človek ni dobil paketa. Jaz sem paket pravočasno oddala. Od tam naprej sam Bog ve, pa nič ne pove. In jaz sem se pa sakirala, pa klicala, pa rešvala, pa 24. decembra, ko so vsi imeli božično večerjo, sem bila jaz v skladišču. 31. ko so vsi silvestrovali, sem bila jaz v skladišču. Sicer s strastjo, da se razumemo, jaz vse, kar delam z največjo možno strastjo, ampak posledice so lahko res ogromne in kad te pa enkrat zdravje po glavi butne, pa ni vreden tudi to, da v enem mesecu prideš do davčnega zavezanca, ker ti takrat nič to ne pomaga. In perfekcionizem not good. Evo, to sem se jaz naučila. Hvala za ta nasvet. Poleg vseh teh, mogoče bi rekla, težav, ki smo jih sedaj izpostavili, kakšen trn v peti pa je v primerjavi s tem mogoče tudi kopiranje produktov? Namreč pogosto se tudi dogaja, da nekateri mladi ustvarjalci, pa tudi velike že uveljavljene blagovne znamke, kopirajo avtorska dela. Zdaj tukaj bi se jaz mogoče malo navezala Kajdi in Paktari, Ajda, predvsem mogoče k tebi. Trenutno vemo, da je nek ta baby boom, v ospredju so mlade mamice, na tržišču je poplava izdelkov za otroke, kar pomeni, da je veliko izdelkov podobnih tvojim. Kako se ti s tem soočaš? Ja, ker sem jaz, mislim, da je bilo lani, prvič videla na Instagramu kopijo mojega jelenčka Malma, Ninice, mene kap zadela. Jaz sem tako, čakamo, to je kopija, pa grem tako gledati, to je to moje, aha, ne, druga firma je tega, na kaj me zdaj izpostavlja. Ampak tako sem bila, čakamo, kako je to možno, vsi smo Slovenci, pa tudi če ne bi bili, pač obvisli, to si nekje videl, kako lahko to skopiraš. Mene je začelo tako, najprej tisto razočaranje, ker jaz tega drugemu nikoli ne bi naredila. Mislim, to je lih point, ki ima izdelek tako ceno, mora biti res vse na nivoju, od ideje do izvedbe, tako vse moraš imati. Sem jaz videla dobesedno kopijo in ko so to začeli oglaševati, tako najprej sem rekla, ok, a jim čem pisati, ne, da kje je fora, tako čisto sem bila zakrčena. No, pa malo jezna, pa vse skupaj, ne. Pa sem se tudi vprašala, kaj to pomeni za moj brand, a bo zdaj, ne vem, ves ta awareness, tako kot sem prej omenila, je ta trg, še posebej Ninic, v Evropi nasploh, ne samo v Sloveniji, ful nerazvit. Zaradi tega sem tudi tako lažje prišla recimo na Dunaj v otroški muzej in tako naprej. In sem rekla, zdaj sem tukaj vlagala toliko časa, toliko denarja, zaradi tega, da je nekdo dobesedno skopiral moj izdelka, ne. Pa mi je pa tako David prav, mož, rekel, ja, veš, da je Rolex baje šele takrat na ceni začel ful dobivati, ker so začeli ponaredke delati. Pa sem rekel, oh, you don't say. Tako da, pa sem se malo umirila in sem malo premislila in sem rekel, ja, lej, sej folk ve prvo kot prvo, da moj izdelek ni kopija, hvala Bogu za internet, da lahko vidiš, koliko so izdelki stari, koliko ima firma tradicije in tako naprej. In sem tako pomislila, res, če te nekdo kopira, sploh do te mere, je pa to nek ultimativen znak, da delaš res ful dober. Ker ja, če ti dobro gre prodaja, so lahko različni razlogi, a ne? Ampak ja, ko pa nekdo prav isto kopijo naredi, je pa tako, sem rekla, aha, ok,
zdaj pa očitno smo zaštartali in res od takrat naprej, pa nima veze s tistim. Mogoče je samo tako, da smo tudi mi malo na samozavesti dobili, da sem jaz videla, da smo očitno zadeli nišo, da takrat smo res napolno zalaufali, no, tudi po tujini pa tako. Verjetno to mogoče zbodali še zato toliko bolj, ker so v bistvu vsi vaši produkti nek plod vaše notranjega žara, neke ljubezni do nečesa in bi mogoče tukaj izpostavila proti koncu, če po vašem mnenju to tudi nek najuspešnejši recept za neko uspešno blagovno znamko oziroma produkt, torej da delaš iz srca in ne samo iz želje po nekem zaslužku. Jaz mislim, da tudi če se sliši tako poetično, duhovno, je srce najbolj pomembno, ker to, kaj ta strast pa to nekaj, kar ti delaš, tudi če ne bi v resnici noben za to nič plačal, je pač itak najbolj pomemben. Pa mogoče se sliši zelo klišejsko, ampak tukaj smo vse začeli to tako, a ne? Iz neke želje potem, da bomo mi v bistvu del sebe predstavljali tudi drugim. In to je nekaj, kar nas v bistvu žene še zdaj naprej, a ne? Se pravi, tudi zbolimo, evo, Špela je rekla za to, ne? Pač tle so neke žrtve, ampak ja, jaz mislim, da nas ne sme skrbeti, če bomo vse delali iz srca. Res ne. Tudi v tem svetu, ki je itak zmešan, a ne? Ampak ja, to je to. Mogoče še Nina, tukaj kakšno besedo, glede na to, da ti imaš pa prav zdaj fizično trgovinico. Koliko v bistvu truda si posvetila, da si zgradila neko zgodbo okoli tega brenda? Ja, tako kot pač vse pravijo, ne, cele dneve, celo sebe daš v to, da zgradiš. Je pa, jaz bi tukaj izpostavila ful tako povezovanje tudi, recimo trgovinca bi bila lahko samo še ena trgovinca v centru Ljubljane in bi iz Kitajske naročali, ne vem kaj delali, tako kot so ostali concept story in ni neke zgodbe. To je mogoče za turiste, ki iščejo neka darila na hit, da kupijo, ampak meni fora me tako trgujemo. Meni je fora, ne vem, glih primer zadnji s Kajo se povežemo, njene ilustracije smo dali na skodelice, bum, spet kle, skozi razprodane in ne vem, tudi Ajdo v prejšnji trgovinci smo tudi takoj sodelovali, tak izdelke z dušo, ki vsak izdelek neki pač pomeni in ki ga rada pol izpostavim na Instagramu in tako, ki veš, ko prije eno trgovino, ki rečeš, ej, to je pa od Špele, to pa ona dela, tudi v Sloveniji nekdo in smo tako lepo povezani, da se ful ni treba truditi glede imena trgovine, da dela tako marketing, kaj imamo, ampak pač marketing je itak vedno za delati, no, ampak če imaš ti neko zgodbo, če imaš dušo, da se povezuješ, je tako vse bolj organsko. Tako lepo steče, no, tako bom rekla. Kdo pri tem navdihuje, mogoče kdo iz tega slovenskega podjetniškega okolja? Za konec se mogoče še na to malo navežemo. Kdo vas navdihuje? Mislim, mene vsaka zgodba, ki se kdo nečesa loti, ki da sebe v to, navdihuje, ki pove, kako je nastala. Meni je, mislim, na koncu dneva ti ni, zdaj bom spet na mikrofon, ki je glih tukaj, na koncu dneva ti ni pomemben, koliko močan je ta mikrofon, ampak zakaj je nastal, kaj je njegova zgodba, kako je Špela prišla do ideje, pač taka stvar pa ene navdihne in ka zveš, ne vem, vsak ima neki, noben ni una popolna slika, jaz sem pa sam šel na Alija, ne vem, naročil neki in dal ven, ampak ima vsak neko zgodbo. En je zbolel, en je dal vse prihranke v to, en je probal 5krat, pa mu ni uspel, 6. pa mu je. Pač mene to navdihuje, da si nekdo upa pa stopi iz te cone udobja, da ni ono, kaj pa če mi ne uspe, ampak da mogoče se pa vpraša, kaj pa če mi uspe, kaj pa če bo to? To je v bistvu spet odgovor na ono prvo vprašanje, ne? Ker v bistvu, ko začnemo neko svojo pot, stopamo iz cone udobja. Ja, definitivno. Mislim, splača se, je težko, ni lepo, poln je vzponov pa pacov, ampak moraš biti, no in sam sebi tudi nek navdih. Da si rečeš, tako kakaj je prav na skodelci, poglej se v gledalo in si reči, dobro mi gre, pipi. Tako je. En tak navdihujoč nasvet za naše poslušalke, pa pol mogoče spremljamo še kakšno vprašanje, če ga ima katera za naše. Jaz bi ful še neki na predzadnje vprašanje, glede teh kopiranj, ne. Če imaš zgodbo za sabo, kot ti rekla, če verjameš v to, kar delaš, pa če daš nek svoj pečat v svoj izdelek, te ne more noben skopirati, ne. Zato sem jaz ta mikrofon personalizirala, zato se zraven dobi SD kartica z mojimi komadi pa karaokami, glih zato, ker v bistvu ja, lahko ga naročiš na Aliju, sam pač ne bo isti, a ne, ta stvar. To absolutno, kar se pa tiče tega zadnjega stavka za navdih, pa jaz bom samo to rekla, poslušajte svojo intuicijo, ki jo vsi imamo, pa jo marsikdo od nas ali v nekem določenem obdobju, ali long term zanemarja. Ampak v bistvu imamo mi vsi vse in poslušajte feelinge, če vas neki prime, da bi to naredili, pa če
vas bo čez 3 dni, 4 dni še vedno držali z enako intenziteto, je to ta pravi odgovor. Ker kolikrat vmes dobiš kakšno idejo, pa ti je čez 2 dni tako, to ni to. Če se te pa drži, recimo mene se zdaj drži en izdelek, ki ga bom dala ven decembra. Ne, zato ker sploh ne vem, če ga bom lahko speljala, ker sem se odločila včeraj. Ampak mene se to drži že 1 let in meni so vsi rekli, ne tega narediti, tega je že tok. Pa sem se rekla, ja, ampak to ne bo tako, kakor tega, kaj tok. In včeraj, ko sem spet začutila, zakaj meni to ne gre iz glave, jaz moram zdaj to narediti, jaz bom to naredila, pa ta izdelek je res, tega je res tok. Ampak pri meni bo drugače. Ne, raj ne. Evo, aplavz za konec, za ta